kako se po principu subsidiarnosti odnesejo smeti in kupi kila kruha. Dober dan! Tokrat bomo rekli nekaj o zelo težki besedi, ki jo sicer pogosto slišimo, bolj redko pa tudi razumemo. Ta beseda je subsidiarnost. V bistvu pa je zadeva precej enostavna. Gre za to, da o problemu odločajo tisti, ki so temu problemu najbližje. Pa gremo kar k konkretnim primerom. Recimo, ko grem v pekarno po kilo kruha, včasih si rekel samo kilo kruha in si točno to dobil. Danes pa te vprašajo katerega, belega, polbelega, črnega, rženega, brez glutena, pirinega, koruznega. Da dobiš občutek, da bi rabil glas ljudstva. No, ko grem po kilo kruha, se lahko in se moram sama odločiti, katerega bi kupila. Ne rabim vprašati županje, ne predsednika vlade in ne Evropske komisije. Moram sicer vprašati otroke, ker so oni tisti, ki ga jedo. Jaz ga ne jem, odkar sem slišala, da se zarečenega kruha največ poje. Kaj pa vem, kateri je zarečen? Subsidiarnost je od posameznika do Evropske unije delujoč sistem na naslednji način. Posamezniki smo odgovorni, da vsak opravlja svoje delo. Šoloobvezni otroci, da naredijo nalogo. Starši, da hodijo v službo in skrbijo za otroke, plačujejo položnice in otrokom pomagajo pri nalogah, ko česa ne razumejo. Tega smo imeli v času šole na daljavo res veliko, a ne? Pri tem naloga starša ni, da naredi nalogo namesto otroka, ampak da mu pri nalogi pomaga. To je smisel subsidiarnosti. Prav vsak mora oddelati svoj delež. Družine kot celota, če se nimajo namena ločiti, so odgovorne za odločanje o tem, kje bodo živele, na kakšno gorivo se bodo ogrevale in katerega ponudnika interneta bodo izbrale in tudi kam bodo šle na dopust. Večje, a še vedno majhne organizacije, kot so občine, društva in podobno, so zadolžene za to, da storijo to, česar posamezniki sami ne morejo. Naprimer, ščitijo brezdomce, pomagajo tistim, ki so v stiski, organizirajo civilno zaščito, delijo prehranske pakete Rdečega križa in pač počnejo vse, kar je v njihovi pristojnosti. Še večje organizacije, kot so vlade posameznih držav, morajo početi to, česar manjše organizacije ne morejo same. Naprimer, graditi ceste, določati stanovanjsko politiko, načrtovati prostorske ureditve državnega pomena. V pristojnosti države so tudi obrambne zadeve, izvajanje zdravstvenih storitev in tako naprej. Tako kot pri primeru otroka in starša, ki ne sme narediti naloge namesto otroka, ampak mu mora pri tem pomagati, je tudi pri odnosu države do lokalne oblasti. Smisel subsidiarnosti je v tem, da država lokalnim skupnostim pusti odločanje o tem, kar je njim bližje, saj tudi probleme bolje poznajo. In zato je tudi poraba denarja na lokalni ravni bolj racionalna kot na državni. Ampak subsidiarnost ne deluje sama po sebi, samo zato, ker si je nekdo izmislil to težko besedo. Subsidiarnost deluje takrat, ko se vsak izmed nas, ko se sooči s težavo, vpraša, ali lahko to storim sam, ali potrebujem večjo organizacijo, da mi pri tem pomaga? Ne morem samo pričakovati, da bodo drugi naredili vse namesto mene in se pritoževati, kako slabo mi gre. Čeprav bi včasih to prav prijalo, priznam. In potem pridemo do Evropske unije, ki je pogosto kriva za vse. Da je trg preveč ali premalo nadzorovan. In da zdaj ponujajo preveč vrst kruha in je treba celo študijo delati, preden se odločim, katerega bom izbrala. Da so meje preveč ali premalo zaščitene. Da se zapira podjetje v Žabjem Dolu, ker ni imelo možnosti preživetja na enotnem trgu. Da je vse drago, ker je to zagotovo zaradi evra.
Ampak Evropska unija deluje na principu subsidiarnosti, mar ne? Kar pomeni, da sprejemanje odločitev mora potekati čim bližje ljudem. Vsaka raven upravljanja v vsaki državi članici oblikuje pravo Evropske unije. 70% evropske zakonodaje implementirajo lokalne in regionalne oblasti. Regije v Evropski uniji zastopa Evropski odbor regij. Res je, nekatere odločitve se ne glede na vse sprejemajo na evropski ravni. A principi sprejemanja evropske zakonodaje so jasni. Princip subsidiarnosti nalaga, da se Evropska komisija najprej vpraša, ali lahko ta problem uspešno rešijo na nižjem nivoju, torej v državi članici. Če odgovor da, potem zakonodaje ne sme vlagati. Drugi princip, ki ga mora Evropska unija upoštevati, je princip sorazmernosti. Evropska unija pri doseganju svojih ciljev ukrepa samo, kadar je to potrebno, in ukrepe Evropske unije vsebinsko in formalno ne smejo presegati tistega, kar je potrebno. Tudi kot starši se moramo večkrat vprašati po tem principu. Ali je bilo naše razburjanje sorazmerno s tem, kar je spet ušpičil mulc? In ali je reakcija sploh smiselna? Kdo bi vedel, sploh ko gre za najstnike? Ja, včasih rešitve res niso optimalne, se strinjam. In tako je na prav vseh nivojih, od posameznika naprej. Ostanite subsidiarni. Kar lahko storite sami, tega ne prelagajte na druge. To sem tudi sama sebi dala v opomnik in upam, da je mož preslišal. Lepo se imejte in pazite nase.